Ogenj je za preživetje zunaj na prostem, še posebej v slabih vremenskih pogojih, življenjskega pomena. Ob njem se pogrejemo, si posušimo oblačila, skuhamo hrano in pripravimo toplo pijačo. Kako si bomo zakurili in predvsem s čim, moramo misliti že pred odhodom. Predvsem sredstva za prižiganje je priporočljivo imeti stalno pri sebi. To so vžigalice, vžigalnik in sveča. Na prvem mestu je večnamenski vžigalnik na bencin, ki ga pred odhodom napolnimo z gorivom, rezervne kamenčke pa shranimo pod gobico rezervačka za gorivo. Vžigalnik nosimo v notranjem žepu, še posebej pri nizkih temperaturah. Če vžigalnik odpove, imamo pri sebi še viharne vžigalice, s katerimi lahko prižigamo tudi v dežju in vetru. Sveča je tako že sestavni del osnovne opreme za preživetje in je v tem primeru koristna predvsem zato, da po nepotrebnem ne zapravljamo vžigalic. Parafinske kocke, suhi špirit in razne zažigalne paličice, toaletni papir ali na primer gazo pa lahko uporabimo kot netivo. Zunaj v naravi nam služi za netivo suha trava, koščki lubja, drevesni mah, suho listje, iglice ali drevesna smola. Dračje so predvsem drobne suhe vejice, listje ali trske, ki jih nacepimo. Kot kurivo pa uporabljamo vse od tanjših palic do debelih polen. Najboljša kurjava so posušena, še stoječa drevesa in suhe veje, ki se držijo drevesa. Prostor za kurjenje si izberemo v zavetrju. Ognjišče pripravimo tako, da previdno odstranimo kvadratni sloj ruše 60x60 cm in jo damo na stran. Nato skopljemo približno 30 cm globoko luknjo, kjer bomo kurili. Tla obložimo s kamni ali svežimi palicami. Iz palic različnih debelin sestavimo piramido, ki nam služi kot kurjava, v sredini pa pustimo prostor za netivo in dračje. Šop suhih vejic pomešanih s slamo in smolo prižgemo in postavimo v odprtino pod kurivo. Nato previdno dodajamo dračje, dokler piramida ne zagori. Če imamo možnost izbire, na začetku naložimo mehak les, na primer smrekovino, ker ima veliko smole in zelo hitro gori. Ko bo plamen dovolj močan, se bo piramida počasi sesedala in takrat dodamo tudi debelejše palice in polena. Za kuhanje pa uporabljamo trši les, kot je na primer hrastovina ali bukovina, ker gori počasi in enakomerno. Pri boru bodite pazljivi, ker ogorki letijo daleč naokoli. Jevša, vrba, topol ali kostan pa niso najbolj primerni, ker se bolj smodijo, kot pa gorijo. Da bomo lahko zakurili hitro in v vsakem vremenu, je torej pomembno naslednje. Primeren prostor v zavetrju, sredstvo za prižiganje, netivo, s katerim ujamemo iskro, dračje, s katerim podkurimo, in kurivo, s katerim vzdržujemo ogenj. Seveda ne smemo kuriti kadarkoli in kjerkoli zunaj v naravi. Kurjenje odprtega ognja, še posebej v času požarne ogroženosti, je namreč strogo prepovedano. Zato za učenje te spretnosti lahko uporabljamo samo posebej določen in urejen prostor. Odgovorov na vprašanje, kako čim bolje izkoristiti ogenj, je več. Mogoče se želimo samo pogreti, posušiti mokra oblačila po deževnem dnevu ali pa bomo tudi kuhali. Če se bomo zaustavili za daljši čas, potem potrebujemo tudi nekaj strehe nad glavo. Ob ognju si zato na eni strani izdelamo zasilan bivak,
kjer bomo zaščiteni pred slabim vremenom lahko prespali. Na drugi strani ognja zabodemo v tla 2 para kolov iz svežega lesa, približno 1 meter narazen. Vmes naložimo veje in tanjša debla. To nam služi kot odbojnik toplote, zaščita pred vetrom, obenem pa sušimo kurivo. Na pregradi lahko sušimo tudi mokra oblačila. Premočeno obutev nataknemo na palico, kjer se bo enakomerno sušila, obenem pa preprečimo živalim, da zlezejo vanjo. Kadar se grejemo in sušimo ob ognju, je največja nevarnost, da se opečemo. Že manjša opeklina na nogi nam lahko prepreči hojo. Zaradi slabih higienskih pogojev pa zelo hitro pride do okužbe. Poleg zaloge drv imamo ob ognju vedno pripravljeno dračje, da lahko poživimo ogenj, če nam ugasne. Čez dan kurimo suh les, šele zvečer naložimo tudi mokrega. Dim se v temi ne vidi, pa še nadležen mrčes bomo pregnali stran od sebe. Večje enote imajo na terenu seveda poljsko kuhinjo in je za hrano poskrbljeno. Manjše skupine, ki delujejo v bolj odročnih predelih, pa so veliko bolj samostojne, če znajo tudi zakuriti in na ognju pripraviti hrano. Če želimo na ognju pogreti pripravljeno jed v konzervi, potem je nikar takoj ne odpiramo. S prsti jo stisnemo, tako da nastane vzboklina in jo položimo na žerjavico. Ko se vzboklina zopet poravna, je to znak, da je jed skuhana. Konzervo odpiramo zelo previdno, da nas ne popari njena vsebina. Sveže meso pred pečenjem raje narežemo na manjše kose in nataknemo na palico. Pri večjih kosih se kaj rado zgodi, da je meso zgoraj zažgano, znotraj pa krvavo, kar predstavlja veliko nevarnost zastrupitve. Za kuhanje v posodi je najbolj preprosto odprto ognjišče, nad katerim visi posoda. En način je, da jo obesimo na svežo vejo in rogovilo nad ognjem. Pri tem pazimo, da ogenj ne bo premočan. Lahko pa postavimo tudi lesen trinožnik. Še bolj učinkovit je preprost štedilnik, ki ga izdelamo iz večje konzerve ali soda. Na eni strani izrežemo odprtino za kurjenje, na drugi, malo pod vrhom, pa manjšo luknjo, iz katere se bo kadilo. Za boljši dotok zraka ob straneh naredimo še nekaj lukenj. Štedilnik postavimo na krožno naložene kamne, da bo tudi od spodaj zagotovljen dotok zraka. Na štedilniku lahko kuhamo in se ob njem grejemo. Iskre in plamen so v nasprotju z odprtim ognjiščem tukaj skriti, kar je seveda za vojaka pomembna malenkost. Ni nujno, da imamo vso hrano s seboj. Zdravilna zelišča lahko uporabimo kot začimbe ali za kuhanje čajev. Seveda moramo vedeti, kaj nabiramo in kakšne učinke ima rastlina. Preden se odpravimo naprej, za seboj odstranimo vse sledove kurjenja. Ogenj mora dogoreti, vroč pepel pa pogasimo z vodo. Ognjišče zasujemo z zemljo, ki jo poravnamo in potlačimo. Pred kurjenjem odstranjen sloj ruše položimo nazaj in zadelamo robove s travo in zemljo. Po vrhu potresemo še listja in travo, tako da se mesto kurjenja v ničemer ne razlikuje od okolice.
Voda predstavlja kar 60% človeške teže in zato je organizem zelo občutljiv na izgubo tekočine v telesu. V teh zimskih pogojih se moramo zavedati, da pri dolgotrajnih naporih s težko dodatno opremo tekočino pospešeno izgubljamo. Preko potenja in pri izdihu izločamo v normalnih pogojih 8 decilitrov vode na dan, ter preko izločanja urina dodatno še 7 decilitrov do 1,8 litra tekočine. Zaradi fizičnih aktivnosti pa tudi nekaj litrov na dan. Posledica izgube vode v telesu je dehidracija, ki je v kombinaciji z mrazom izredno nevarna za podhladitev. Poleg tega se močno zmanjšajo fizične zmogljivosti. Pri izgubi 4% telesne tekočine se sposobnosti zmanjšajo kar za 40%. Pri večjih naporih moramo zato biti stalno pozorni na znake dehidracije. Temno-rumena barva urina in bolečine v želodcu so prvi znaki pomanjkanja tekočine. Slabost, bruhanje in glavobol se stopnjujejo težave pri govorjenju, dihanju in hoji, vse do nezavesti. Samo stalno dovolj zaužite tekočine ustvarja primerno ravnotežje vode v telesu. Doma se nam zdi popolnoma samoumevno, da iz pipe priteče voda, kadar želimo. Pozimi na večdnevnih pohodih, daleč od naselij, pa je zagotavljanje dovolj tople pijače lahko velik problem. Če nimamo možnosti kurjenja odprtega ognja, potrebujemo kuhalnik, vžigalice in vžigalnik, lahko kovinsko posodo za taljenje snega s pokrovom, žlico ter termovko. V manjše plastične posode, ki se dobro zapirajo, ali vrečke, si pripravimo mleko v prahu, sladkor, čaj in čokolado v prahu, za priboljšek pa še vrečko ali 2 instant kave. Na vsak zavitek ali škatlo napišemo njeno vsebino, ker bomo sicer v slabo osvetljenem bivaku utrujeni kaj hitro natresli v pijačo sol namesto sladkorja. Zaradi preglednosti in prihranka prostora škatle in vrečke zložimo v večjo posodo ter prelepimo pokrov z lepilnim trakom. V gorah je najbolj običajen način pridobivanja tekočine topljenje ledu in snega. Če imamo možnost, raje uporabimo led, ker za taljenje potrebujemo kar 50% manj energije. Pri taljenju snega bomo poleg tega za eno posodo vode potrebovali 8 do 10 posod snega. Zato si v bivaku pripravimo v vreči dovolj čistega snega, ki ga dodajamo v posodo. Priprava pijače iz snega ali ledu zahteva veliko časa, zato se tega dela običajno lotimo zvečer v bivaku. Zaradi pomanjkanja prostora kuha samo eden za vse. Voda mora zavreti, da ne bomo imeli kasneje težav s prebavo ali še kaj hujšega. Vsak vojak ima pri sebi skodelico, v katero nalijemo vročo vodo in nato po želji dodamo čaj s sladkorjem ali na primer mleko s čokolado v prahu. To je tudi prepotreben dodaten vir energije za nočno bivakiranje. Pijačo pripravimo v manjših skodelicah iz čisto praktičnih razlogov, da lahko takoj nadaljujemo s taljenjem snega v večji posodi. Ko smo popili dovolj tekočine, si pripravimo zalogo vroče vode tako, da napolnimo vse razpoložljive termovke. To bo zaloga za naslednji dan, ko ne bomo imeli časa za taljenje snega. Nikakor ne jejmo nestopljenega snega, ker to ohladi telo in lahko povzroči krče. Preprečiti dehidracijo je eno od osnovnih pravil preživetja po zimi, kar lahko strnemo v 3 točke. Prvič, pijmo redno in rajši preveč kot premalo.
Drugič, naj nas zvečer na bivaku ne premaga spanec, dokler si Tako kot pijača je tudi prehrana pri nizkih temperaturah eden od pogojev, da bomo preživeli in ostali pri močeh ter nepoškodovani. Samo za lažjo predstavo povejmo, da vojak z vso zimsko opremo pri hoji na smučeh porabi kar 4-krat več energije, kot na primer pri spanju v toplem prostoru. Pri izbiri hrane za preživetje na prostem se držimo pravila, da prehrambenih navad v kratkem času ni dobro spreminjati. Torej sabo vzamemo hrano, ki nam tekne. Seveda upoštevajmo zimske razmere, predvsem nizke temperature. Zmrznjeno sadje in kruh, na primer, nam bosta povzročila želodčne krče in vse skupaj se bo zavrtelo dobro poznan krog: dehidracija in podhladitev. Hrano spakiramo tako, da bo zaščitena pred vlago. Za začimbe in zelišča uporabimo kar škatlice od filmov, ki se neprodušno in trdno zapirajo. Poleg načrtovane prehrane si pripravimo tako imenovano železno rezervo, ki jo običajno prinesemo nazaj domov. Uporabimo jo samo v izrednih primerih, ko nam vsega zmanjka. Pri razdelitvi dnevnih obrokov je najbolje, da zaužijemo 2 glavna, po možnosti kuhana obroka, enega zjutraj in drugega zvečer v bivaku. Za čez dan si pripravimo prigrizke po žepih, da se nam ne bo treba ubadati s kuhanjem. Ob takem režimu prehrane je zato zajtrk izredno pomemben. Po preživeti noči na prostem naj nam ne bo žal vstati pol ure prej in si pripraviti topel obrok. V vročo vodo zmešamo mleko in čokolado v prahu, suho sadje, orehova jedrca, dodamo nekaj cimeta, nadrobimo malo piškotov in tako smo z malo iznajdljivosti dobili okusno in energijsko bogato jed. Čez dan jemo večkrat in po malem, od suhega sadja, piškotov, orehov do raznih energetskih ploščic in podobno. Pri tem pa je zelo pomembno, da pijemo redno in v zadostni količini. Če smo zvečer še tako utrujeni, se prisilimo, da skuhamo topel obrok. Najslabša možnost je, da zaspimo zgodaj zvečer utrujeni in lačni. Skoraj gotovo se bomo zbudili sredi noči prezebli in nato drgetali do jutra. Nov dan bomo tako dočakali popolnoma brez moči. Ko smo uredili bivak in se preoblekli v suha oblačila, se posvetimo kuhanju. Pozimi bomo tako najlažje preživeli dolge večere, obenem pa se bo organizem umiril po celodnevnih naporih in pripravil na uživanje hrane. Tudi če imamo na izbiro malo sestavin, je jed lahko zelo okusna. Testenine, na primer, nam nudijo neomejene možnosti. Najprej jih skuhamo in odlijemo. Dodamo na maslo prepražen česen in origano ter vse skupaj potresemo s sirom. Izbira dodatkov je seveda poljubna, od ribje konzerve do suhih klobas. Preden se odpravimo spat, spimo dovolj tekočine. Bolje, da se zbudimo zaradi polnega mehurja, kakor od žeje in slabe prebave zaradi znojenja ali uživanja zmrznjene in posušene hrane čez dan. Na koncu si zapomnimo, da moramo pojesti vse svoje obroke, ne glede na utrujenost. Utrujeni pa smo velikokrat tudi zaradi pomanjkanja C-vitamina, ki ga naše telo ne proizvaja, poraba pri hudih naporih pa je nekajkrat večja. Zato ga v takih pogojih redno dodajamo dnevni prehrani.
Po zimi nad gozdno mejo v naravnih parkih ali v različnih taktičnih situacijah ne bomo imeli možnosti, da naberemo drva za kuhanje in ogrevanje. Danes so kuhalniki različnih velikosti, oblik in vrst goriv, ki jih uporabljamo, že del osnovne opreme za večdnevno bivanje zunaj v naravi. Kuhalnik je zagotovo zelo pomemben za preživetje. S pripravo tople hrane, pijače in ogrevanjem bivaka ohranjamo telesno temperaturo in preprečujemo dehidracijo. Eden najbolj priročnih in enostavnih je zložljiv gorilnik na suhi špirit. Primeren je predvsem za pogrevanje že pripravljene hrane. Na primer kavo lahko skuhamo v nekaj minutah z 2 kockama suhega špirita. Najbolj razširjeni so plinski kuhalniki, predvsem zaradi majhne teže, enostavne uporabe in velikega izkoristka energije. Poleg tega ni neprijetnega vonja in nadležnih saj, ki zamažejo kuhalnik in posodo. Imamo pa s plinom lahko težave v snegu in hudem mrazu, ker nam pri kuhanju voda z lepa ne bo zavrela. Še posebej na snegu je nujno, da spodaj nataknemo podstavek kot neke vrste izolacijo. Za potovanje upoštevajmo, da v nekaterih krajih ne bomo mogli kupiti ustrezne plinske bombice, poleg tega pa jih ne smemo prevažati z letali. Za težje pogoje imamo danes že na voljo kuhalnike, pri katerih lahko uporabljamo praktično vse vrste goriva, od plina, bencina, kerozina do špirita in petroleja. Kuhalnik na bencin je zagotovo najbolj zanesljiv tudi pri najnižjih temperaturah, ko ne bomo imeli težav s predogrevanjem niti s kuhanjem. Vendar nikoli ne smemo pozabiti, da je bencinski kuhalnik še posebej nevaren ob nepazljivem ravnanju. Nekoliko manj nevaren za uporabo je petrolej, kjer bo včasih potrebno predogrevanje. Pri tem s suhim špiritom ogrejemo dovodno cev za gorivo, odpremo dotok goriva in po potrebi povečamo pritisk s tlačilko. Ob zelo nizkih temperaturah lahko s kuhalnikom do določene mere ogrevamo tudi bivak, seveda z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov. Pa jih naštejmo. Z glavo se nikoli ne sklanjaj nad kuhalnik. Izogibaj se kuhanju v zaprtih prostorih ali poskrbi za prezračevanje, še posebej v snežnih luknjah. Ob prižganem kuhalniku naj bo vedno nekdo buden. Pred uporabo temeljito preglej navodila in jih upoštevaj. Menjavo plinske bombice ali pretok goriva opravi zunaj na prostem in pazi, da v bližini ne gori še en kuhalnik. Pred uporabo vedno preveri, ali so vsi vijaki priviti do konca. Steklenica z gorivom naj bo jasno prepoznavna in se mora ločiti od tiste, v kateri imamo pijačo. Pazimo, da gorivo ne pride v stik s hrano. Pri uporabi kuhalnikov se kljub vsemu zavedajmo nevarnosti. Vsem nam so dobro znane in poučne zgodbe z nekaterih himalajskih odprav, ko je zaradi nepazljivosti v nekaj sekundah zgorel šotor. In to na višini 7000 metrov, kjer je tak dogodek lahko usoden za preživetje.